Spoštovani gostje, dobrodošli na otvoritvi Medpodjetniškega izobraževalnega centra na Koroškem. Še poseben pozdrav gre ministru Jerneju Pikalu in predstavnikom Ministrstva za šolstvo z oddelka za investicije. Dobrodošlico izrekam županu občine Ravne in vsem ostalim županom. Lep pozdrav direktorju šolskega centra Ravne, pozdravljam vse direktorje podjetij, prisrčen pozdrav ravnateljici Srednje šole Ravne, dobrodošlica tudi vsem ostalim ravnateljem in gostom. Hvala dijakom, ki so z udarno godljico otvorili današnje srečanje. Prepričana sem, da ste skozi uvodno glasbo začutili to mladostno, pozitivno energijo, ki nas na tej šoli iz dneva v dan navdihuje za dobra in velika dela. Rezultat takega dela je tudi Medpodjetniški izobraževalni center, ki je nastajal kar 5 let. Da je današnji dogodek res pomemben, priča tudi dejstvo, da je med nami gospod minister in ga kar vabim pred mikrofon. Hvala vsem, ki ste me danes povabili, pa ne samo zato, da ste me povabili, ampak zato, da smo skupaj. In tule zavestno govorim skupaj, zmogli energijo zato, da smo na eni strani, tako kot je bilo rečeno, po 5 letih postavili Medpodjetniški izobraževalni center in seveda na drugi strani, da zaključujemo tudi projekt energetske sanacije. Jaz mislim, da sta to dve veliki stvari, dva pomembna dogodka tule na mestu, kjer je menda, tako mi je bilo rečeno, včasih stal star gasilski dom. Danes tega gasilskega doma ni več, ker je tam drugje, ampak tule, kjer je bila po drugi svetovni vojni ustanovljena poklicna šola, kasnejša metalurška industrijska šola, še kasnejši, to sem si moral zapisati, izobraževalni center Ravne. No, od tule naprej se pa tudi že jaz spomnim, je pa SŠTNPU, pa kasnejša srednja strojno-kovinarska, pa še do današnje, recimo temu, srednje šole. Ampak vse te preoblikovanja niso zatrla enega pomembnega dejstva. In to je, seveda, da je tule, na tem mestu, skupaj seveda za gimnazijo, ampak predvsem tule, izobražen tisti pretežen del tehničnega kadra, ki ga je fabrika, pa tudi še kaj drugega na Koroškem izjemno potrebovala. In tule je ta del, ki je najbolj žlahten del tega tehničnega kadra Koroške nastal, se izobrazil, nikoli ne samo za delo tam ali kje drugje, ampak seveda za življenje. In mislim, da od 57. leta, gospa ravnateljica, od 57. leta se je to dogajalo in verjamem seveda, da se bo dogajalo še naprej. Kar se tiče prihodnosti, so vsej za nas. MIC-i ena od pomembnih sestavin gledanja v prihodnost. In to zaradi tega, ker so tista vez. Vez med na eni strani industrijskimi potrebami,
oziroma industrijo in na drugi strani vsem tistim, kar v šolstvu imamo, torej ogromno znanje. Mi MIC-e vidimo kot povezovalne centre, kjer se to znanje na eni strani in potrebe na drugi strani pretakajo in se seveda medsebojno dopolnjujejo. Ne gre samo za to, da se dijaki doizobrazijo ali da kasneje v življenju to doizobraževanje poteka. Gre za nekaj več. Tisto, kar bi si želeli od MIC-ov, je seveda tudi to, da bi industrija izrazila svoje potrebe, da bi jasno povedala, katere tečaje, na kakšen način, s katerimi orodji in tako naprej jim lahko v teh MIC-ih pomagamo. Kajti MIC-i so zato, da čimprej, na najbolj preprost način se srečata na eni strani znanje, nakopičeno v pedagoških organizacijah in na drugi strani industrijske potrebe, torej vse tisto, kar slovensko gospodarstvo potrebuje. Tako da vsem tistim, ki ste pri tem sodelovali, želim oziroma se zahvaljujem za to, obenem pa vsem tistim, ki boste zadevo vodili v prihodnosti, želim, da bi zaživela. Na koncu, kot rečeno, vam želim vse lepo, ne samo novemu medpodjetniškemu izobraževalnemu centru, ampak seveda tudi šoli. So, a veste, ljubezni v tem življenju, ne? In opravljati pedagoško delo je ena od tistih največjih ljubezni. Tako da čestitke in obenem seveda vse lepo. Hvala. Hvala ministru. Naslednje minute pa bodo namenjene naši dijakinji šolskega centra, vsem dobro znani in vedno navdušujoči Evi Boto. Always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody. Someone like you, whoa, whoa. Someone like you, whoa, whoa. I've been roaming around, always looking down at all I see. V spredje vabim direktorja šolskega centra, da z nekaj besedami še sam počastita pomemben dogodek. Spoštovani, lepo vas pozdravljam. Prisrčen koroški pozdrav velja seveda ministru za izobraževanje, znanost in šport, našemu bivšemu zelo pridnemu dijaku, doktorju Jerneju Pikalu. Danes je za Koroško odličen dan. Končujete se dva projekta, financirana v pretežni meri iz skladov Evropske skupnosti. Medpodjetniški izobraževalni center ter energetska sanacija stavb srednjih šol. Skupna vrednost obeh projektov znaša okoli 3 milijone evrov. Šola ni le polnilnica glav s suhoparnimi podatki, je tudi čas odraščanja, čas iger, čas ljubezni, pridobivanje odnosa do sveta, priseganje koroške trmoglavosti, zaprtosti vase, usmerjanje trdoživosti in zagnanosti v pravo smer, v smer osebne rasti, raziskovanja, a vendar z ohranjanjem pogleda na svet, žlahtnega in mehkega po duši. Zaključenima projektoma Medpodjetniški izobraževalni center in energetska sanacija stavb srednjih šol smo vzpostavili boljše pogoje za izvajanje našega dela, vzgojno-izobraževalnega procesa
ter zmanjšali stroške ogrevanja, toplotne in električne energije, ter tako pomembno vplivali na varovanje okolja in spodbujanje ekološke zavesti. Predvsem pa je pomembno, da smo na železarske Ravne in Koroško pripeljali najsodobnejše stroje in drugo tehnološko opremo. Upamo pa lahko le, da bomo vsi skupaj znali ustvariti pogoje, da ne bomo izobraževali le za naše sosede v bližnji Avstriji in drugod po Evropi. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali po projektih. Opravili ste, smo odlično delo. Hvala in srečno. Verjamem, nas nova ujela se bova in včeraj za zmeraj se vrne z reko luči. Še pisem, našla si pot do Rimča gre, sani. Pred mikrofon vabim ravnateljico Srednje šole Ravne, ki je svojo močno voljo, predvsem pa s neutrudnim delom zelo veliko pripomogla k uresničitvi medpodjetniškega izobraževalnega centra na Koroškem. Dober dan, spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Posebej toplo pozdravljam našega ministra, dr. Jerneja Pikala, župana občine Ravne na Koroškem, magistra Tomaža Rožena, gospoda Maruška, gospe Tilijo Verber-Kostrevčevo in Korenovo z direktorata za investicije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, gospoda Primoža Praparja iz podjetja Eutrip, ki je vodilo naše investicije, gospod Marijo Šibanc, svetovalko za strojništvo z Centra za poklicno izobraževanje Republike Slovenije, gospod Nevenko Štraser, predstojnico Zavoda za šolstvo z enote Slovengradec. Prijazno pozdravljam tudi gospod županjo in vse župane, direktorje in direktorice podjetij ter institucij, kolegice in kolege ravnatelje ter direktorje, še posebej gospod Fani Al-Mansur, predsednico Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, predstavnike medijev ter vse in vsakogor, ki je danes naš gost. Prisrčno dobrodošli, dragi gostje. 5. leto se že vrti, odkar smo se prvič prijavili na razpis za vzpostavitev MIC šolskega centra Ravne. Na prvem razpisu leta 2009 nismo bili uspešni, a smo vztrajali in leta 2011 s projektom MIC šolskega centra Ravne na področju predelave in obdelave kovin stopili na uspešno pot rasti in preobrazbe. Čeprav na prvi pogled manj pomembno dejstvo, je bil prav uspešno potrjen projekt eden ključnih trenutkov za spremembo celotne filozofije in kulture našega delovanja ter celostne podobe, ki je stekla vzporedno z začetkom projekta in pomeni svežino, odprtost, prijaznost in strokovnost, ki jo danes čutimo na vseh nivojih našega delovanja. Za vzpostavitev sodobnega in tehnološko naprednega medpodjetniškega izobraževalnega centra šolskega centra Ravne na Koroškem je bil zgrajen prizidek in dobavljena najsodobnejša oprema, ki bo izboljšala kakovost praktičnega dela izobraževanja in usposabljanja dijakov, študentov ter odraslih udeležencev, spodbudila bo raziskovalne in razvojne dejavnosti ter z odličnostjo, inovativnostjo, tehnološkim razvojem ter podjetniškim pristopom prepričala nadarjene mlade, da se bodo še v večji meri odločali za šolanje na področju predelave in obdelave kovin oziroma strojništva. MIC predstavlja podporno okolje za usvajanje praktičnih znanj, spretnosti in sposobnosti za takojšnjo vključitev v delovne procese pri delodajalcih, delodajalcem pa omogoča prenos znanj in sodobnih tehnologij v delovne procese. MIC bo upravljal tudi praktično izpopolnjevanje za zaposlene v obrti in gospodarstvu, za učitelje praktičnega usposabljanja in strokovno-teoretičnih predmetov v srednjih strokovnih in poklicnih šolah ter za nezaposlene, ki jih bo v MIC napotil Zavod za zaposlovanje. Povezoval pa se bo tudi z osnovnimi in srednjimi šolami Koroške regije. Vsak predavatelj, vsak udeleženec, vsak poslovni partner lahko doda svoj košček k naši skupni zgodbi. In naša zgodba, gospe in gospodje, bo zgodba o uspehu. A to ni le tisti materialni vidik uspeha, na katerega ljudje navadno najprej pomislimo. Zame ima največjo vredno človek,
ki s svojim znanjem, usposobljenostjo in razgledanostjo lahko uspe v današnjem zahtevnem svetu. In takih si želim, da bi bilo čim več, saj le tako lahko upamo na boljše čase. In kolikor pozitivnih ljudi in njihovih zgodb bo dal naš MIC, tolikšna bo njegova prava vrednost. Poleg visoke strokovnosti, ki jo bo omogočila nova pridobljena in kar 1 740 000 evrov vredna tehnološko napredna oprema, kot je 5-osni vertikalni CNC obdelovalni stroj, CNC stružnica z nano Y-osjo, CNC tračna žaga, CNC stroj za žično erozijo, CNC stroj za zunanje in notranje okroglo brušenje, CNC merilni stroj, varilni robot in simulator varjenja, didaktična CNC stružnica in reskalno-vrtalni obdelovalni center, robotka celica in mobilne delovne postaje za mehatroniko, pnevmatiko in elektropnevmatiko ter oprema za 3D zajem in obdelavo podatkov. Načrtujemo naš MIC graditi tudi na teh tako imenovanih bolj mehkih veščinah in prispevati k vsestranski opolnomočenosti tistih, ki bodo vanj prišli. Želimo, da bo zrasel sodobno in uveljavljeno izobraževalno središče za prenos znanja ter usposabljanja, ki bo dostopno in prijazno vsem v celotni koroški regiji in tudi čez mejo. Prepoznavni po pretoku znanja, informacij in pozitivne energije bomo skrbeli za stalno in pestro dogajanje. Dovolite, da se na koncu zahvalim vsem vam, ki ste danes prišli od blizu in daleč in svojo prisotnostjo polepšali naše praznovanje. Hvala sodelavcem za pomoč pri pripravi slavja. Prisrčna hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste nam pomagali uresničiti naše ideje in ki ste tako ali drugače niti svojega življenja skozi leta prepletali z življenjem naše šole. Ob pridobitvi toliko boljših pogojev dela z novim MIC-em in energetsko sanacijo stavb gimnazije ter srednje šole, vam zagotavljamo, da bomo tudi v prihodnje vlagali v znanje, veščine, v razum in v ustvarjalnost. To zmoremo, to hočemo in to moramo. Na železarskih in samorastniških ravnah se je in se bo pisala zgodovina. Hvala. Napočil je trenutek, brez katerega na otvoritvah ne gre, sledi torej svečan prerez traku, tako da še enkrat vabim na prizorišče gospoda ministra, gospoda direktorja in gospoda ravnateljico. Spoštovani gostje, vodja MIC-a, gospod Igor Kosmač, nas bo popeljal skozi delavnice in učilnice, kjer bo predstavil delovanje strojev in naprav. Sam proces se dogaja v dielektriku, sama napetost pa ne prehaja na obdelavnici. Sedaj zagotujemo zobnik.